Pozdravljeni! Razmerja med raznimi ekipami Formule 1, predvsem po tej politični moči, so izjemno pomembna, čeprav mnogi navdušenci pravijo, kako to ne bi smelo biti del Formule 1, a je, in tudi tu se odločajo bistvene stvari, katere imajo na koncu vpliv tudi na dogajanje na progi. Namreč politična moč ekip je tista, ki določa, kako se bojo pravila spremenila, tehnična, športna in kako se bo konec koncev delil tudi denar. Smo v obdobju tik preden podpisal nove pogodbe novega Concord Agreementa, izjemno pomembnega dokumenta, če ne ključnega za dogajanje v Formuli 1. Da bi bolje razumeli, med ekipami imamo 4 različne centre moči. Ekipe zbrane okrog Scuderia Ferrari, to se pravi tovarniško moštvo, Alfa Romeo Racing in ekipa Haas. Nato okrog Mercedesa, tovarniška ekipa spet, Williams pa Racing Point. Nato Renault s svojo tovarniško ekipo in ekipo McLaren, ter ne nazadnje tista sfera Red Bull Honda z ekipo Red Bull in ekipo Scuderia Toro Rosso. Med temi 4 centri moči, vsaj 3 se morajo strinjati, da določene spremembe nastanejo. In poglejmo si, kakšna je situacija. V zadnjem obdobju Scuderia Ferrari še nikoli ni bila tako šibka kot sedaj, v ključnem trenutku, v kateri lahko doseže določene spremembe v prihodnosti. Če pogledamo vso to dogajanje, vsaj v zadnji sezoni, vidimo, da se iz te nekoč mogočne politično vplivne strukture marsikdo dela malodane norca. Poglejmo samo tisto pritožbo okrog odločitev komisarjev na veliki nagradi Kanade. Po vseh medijih se je govorilo, kako bo Scuderia Ferrari svojo pritožbo neizpodbitno dokazala, da so se komisarji napačno odločili. FIA je pritožbo zavrnila in problem je, ker je utemeljila to. Utemeljila je tako, da mnenje, ki ga je predstavil Ferrari, namreč mnenje Karuna Chandoka, novinarja, bivšega voznika, pač ni relevanten argument. In seveda ni, kajti njegovo mnenje enako mojemu, vašemu, on seveda ima več izkušenj, a Ferrari v pritožbi bi mogel navesti neka nova dejstva, nove dokaze, ki jih seveda ni. Kar si mislim jaz, vi ali on, na odločitve komisarjev ne sme vplivati. Upam, da se v tem strinjamo. A seveda, FIA bi lahko to zavrnila, kar bi bilo po pravilniku tudi pošteno, a nekako ta dejstva zamolčala in tako rešila vsaj malce ugleda Scuderie Ferrari. A to še ni niti tako pomembno, niti tako važno. Glavno pri tej šibkosti razmerja moči se je pokazalo pri tisti odločitvi, ko so pri Ferrariju hoteli izsiliti na glasovanju, da bi se Pirelli vrnil na tisto staro specifikacijo pnevmatik, da smo si jasni, tiste pnevmatike dimenzij iz sezone 2018, 0,4 mm debelejšo tekalno površino. Ta konstrukcija pnevmatik bi pravzaprav škodila Mercedesu, drugi pa ne bi dobili kakšne prednosti v primerjavi s tistim, kar imamo danes. Dali so na glasovanje in seveda ekipe okrog Ferrarija, to se pravi Ferrari, Alfa Romeo pa Haas so glasovali za. Pri sferi Scuderia Toro Rosso, Red Bull tudi, kajti oni so pravzaprav za vse, kar je proti Mercedesu oziroma so zelo oportunistični. Mercedes in njihove ekipe so glasovali proti. In za čuda, Renault in McLaren so potegnili glasovanje skupaj z Mercedesom. Oni pri tej zgodbi ne bi imeli ne koristi, ne škode, če se mene vpraša, a pokazalo se je, da so se oddaljili od tiste struje, ki jo je vodil Ferrari. Zanimivo zato, kaj ti pravkar v tistem obdobju so se začela ta pogajanja med skupino FCA in koncernom Renault kot proizvajalci, ne kot ekipa, omogoči združitvi. Seveda ti pogovori so propadli, sedaj se baje v skrivnostnih razmerah spet nadaljujejo, a s to odločitvijo je Renault pokazal, da v nobenem primeru ne bo podložen struji Ferrarija. In nekakšno potrditev tega smo dobili sedaj, ko smo izvedeli novico, naj bi se Esteban Ocon preselil v tovarniško ekipo Renault. S potrditvijo tega je nekako se pokazala ta naveza med Renaultom in Mercedesom in skupnim političnim vplivom.
Kaj pomeni ta šibkost Ferrarija pri podpisu nove pogodbe Concorde? Najprej, da se bo tisto, kar si želi Liberty Media, verjetno uresničilo. Tisti fantastični bonus, ki so ga izposlovali pri Ferrariju pri prejšnji pogodbi, taj, ki je sedaj v veljavi in je začela veljati leta 2014, bo izginil. Bolj podrobno sem o tem že govoril v drugem prispevku, bližnjica je seveda v opisu tega videa. No, ta denar bo nekako izginil. Možno bo tudi nekaj drugega, da se bojo ekipe odločile maksimalno omejiti v višini proračun. To pomeni, da te mogočne ekipe ne bodo imele skoraj neomejeno količino denarja, katerega bojo lahko trošili med letom. Kaj to pomeni? To, da bo razvoj lahko šel bistveno bolj počasi. In ukolikor bo napaka na bolitu že na začetku sezone, se bo skozi sezono težko to nadomestilo. Seveda, sam sem proti vsakemu zamrzovanju razvoja in podobnimi nebulozami, kajti spomnimo se samo v tem hibridnem delu, kaj je bilo z razvojem pogonskih sklopov od leta 2014 do konca 2016. Tisti žetoni razvoja, kateri so prinesli na to, da smo prav opazili, da tisti, ki so zgrešili svojih napak, čeprav so vedeli, kje, niso mogli odpraviti. To pomeni še nekaj drugega, da ukolikor se bo to uresničilo, bo moral Ferrari vsa svoja vlaganja skoncentrirati na koledarsko leto 2020. Nova pogodba Concorde stopi v veljavo 2021 in ukolikor se bo to zgodilo, morajo imeti pripravljeno infrastrukturo na zmanjšana vlaganja. Sedaj, razumeti moramo, da ta sedanja pogodba Concorde je bila podpisana še pod Berniejem Ecclestonom in on je trgoval z ekipami na njemu razumljiv in lasten način. Znal je vsakemu dati tisto, kar si je pravzaprav želel. Naprimer, Mercedes je dobil hibridno tehnologijo pogonskih sklopov, Ferrari je dobil bonus. Sedaj je tu Liberty Media z drugačnim pogledom na zadevo. Verjetno bolj ameriškim, bolj poštenim, manj glede na interese enega ali drugega, a bolj na interese vseh. Ukolikor se bo zgodilo to, kar sem napovedal, bo tudi težava nekje drugje pri skuderiji Ferrari. Namreč, ukolikor primerjamo, kakšen stil vodenja pogovorov je imel na primer Sergio Marchionne ali Maurizio Arrivabene, vidimo, da sta bila ona dva bistveno bolj direktna, znala sta udariti po mizi. In čeprav ju nisem nikoli smatral za neka vrhunska strokovnjaka na svojem področju, sta bila sigurno bolj prepričljiva v političnem smislu od tistega vodstva, ki ga ima Ferrari danes. John Elkann, Luis Camilleri in Mattia Binotto niso, kar se tiče politične moči, tako močni kot njihovi predhodniki. In tudi zavedati se moramo nekaj. Res je Sergio Marchionne nas zapustil tragično pred približno dobrim letom. Njegov mandat pri skupini FCA je bil tako ali drugače pri koncu, a njegov mandat pri Ferrariju še zdaleč ne. Ukolikor ne bi zbolel, bi verjetno še danes bil na vrhu Ferrarija in njegova struktura bi še zmeraj danes vodila to ekipo. Torej, tudi njegova smrt in ta obrat pri vodstvu je dosegel to, da Ferrari danes v politični moči je bistveno bolj šibak, kot bi lahko bil. In to se bo lahko poznalo tudi pri novi pogodbi Concorde in naslednjem obdobju v Formuli 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.